Graditi brand oziroma blagovno znamko, ki te bo izpolnjevala in ti pomagala, da v svetu narediš tisto resnično spremembo, hkrati je izjemno profitabilen, niso le sanje za posamezne izbrance. V tej epizodi podcasta ti razkrijem, kako začeti. Hej, moje ime je Maja in dobrodošla v tem podcastu, kjer se združijo tematike iz spletnih strani brandinga, posla, mindseta, izkušenj na moji poslovni poti in še. Moja misija je pomagati in podpreti tiste podjetnice, ki svojim delom delajo naše življenje še lepše. Pa naj bo to spletno stranjo ali brandom, ki boste avtomatsko pridobivala nove stranke ali za avtomatizacijo poslovnih procesov. Če začenjaš čisto na začetku ali če razmišljaš mogoče o poslovni poti ali pa morda si že začel oziroma začela in ugotovil, da je potrebno začeti od začetka ali nekaj korakov nazaj, potem je to odlična priložnost, da zdaj postaviš dobre temelje svojemu brandu. Verjetno pa se zdaj sprašuješ, kje sploh začeti. Zdaj, če razmišljaš o tem, kaj bi sploh počel oziroma počela, potem je najprej smiselno, da raziščeš in testiraš, kaj bi bilo tisto najbolj pravo zate in kako lahko najbolj služiš svojim idealnim strankam. Na tej stopnji še sicer nimaš idealne stranke, ampak si nekako samo predstavljaš. In potem, ko imaš idejo, kaj bo tvoj posel, pa se je smiselno v bistvu lotiti branda. In čisto prevečkrat se zgodi, da se podjetniki lotijo branda pri logotipu in vseh teh zabavnih rečeh. In seveda čisto te razumem, to so zelo privlačni in zabavni deli postavljanja branda. Ampak so pa hkrati tudi pasti, v katere se ujame vedno več podjetnikov. Prvi korak pri postavitvi branda so namreč temelji in strategija. K temu spada vse od vizije branda, pa pozicioniranje, postavitve idealne stranke, podstranke, oblikovanje okvirne ponudbe, zastavljanje ciljev za vse tri glavne stebre, to so prihodki, prepoznavnost, učinkovitost in tako naprej. In na podlagi vsega tega se šele potem postavi celostna grafična podoba oziroma krajše temu rečemo CGP. Zdaj, vizualna podoba namreč ni nekaj, kar mora biti všeč samo tebi kot lastnici oziroma lastniku tega brenda, ampak mora predvsem magnetično privlačiti tvojo idealno stranko. To pomeni, da bo tvoja idealna stranka že na prvi pogled vedela, da je to nekaj zanjo. In ko je CGP pripravljen, je čas za spletno stran. In najprej opozorim, da v resnici spletne strani ne potrebuješ. Potrebuješ pa spletno stran, ki bo konvertirala obiskovalce v stranke. Zdaj, glavni namen spletne strani namreč ni, da je lep okrasek tvojega brenda, ampak da deluje kot najboljši prodajalec in graditelj odnosov s tvojimi idealnimi strankami. In to 24 ur na dan, vseh 7 dni v tednu. Pri spletni strani pa ni dovolj, da le izgleda tako lepo, ampak potrebuje dobro strategijo. Da bo konverzija obiskovalcev v stranke čim višja. Zato v bistvu ti najprej priporočam načrt spletne strani, strategijo in šele na podlagi tega sledi postavitev same spletne strani. Spletna stran pa mora biti optimizirana tudi za mobilnike in pa SEO optimizirala. Torej, SEO optimizacija pa je v bistvu optimizacija za iskalnike, kot je Google, ki bodo tvojo spletno stran, Google bo tvojo spletno stran uvrščal potem višje med rezultati iskanja. In višje, kot se tvoja spletna stran uvršča med zadetki na Google, več klikov in obiskovalec bo spletna stran tudi dobila. To pa pomeni večji organski doseg tvojega brenda. In ko imaš dobre temelje, CGP in spletno stran, pa je čas, da redno skrbiš za rast in pa razvoj tvojega brenda. Evo, to je tak hiter povzetek oziroma okvirni načrt, zakaj vse je dobro poskrbeti že na začetku, ko gradiš svoj sanjski brand. Za več informacij in nasvetov o rasti in razvoju brenda te vabim, da klikneš subscribe na YouTube in se pa pridružiš tudi Facebook skupini z imenom Rast in razvoj brenda. Link do obojega bom pustila tudi v opisu te epizode. Me pa zanima, na kateri stopnji je tvoj brand in kaj je trenutno tvoj največji izziv.
Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.